Potujmo 2000 let v preteklost. Prišli smo v rimski čas, ko Julij Cezar s svojimi sodelavci oblikuje julijanski koledar. Zemlja za pot okoli Sonca potrebuje 365 dni, zato bo imel januar 31 dni, februar 29, marec 31, april 30, maj 31, junij 30, julij 31 in tako naprej v istem zaporedju do decembra. Takrat astronomi ugotovijo: Malce smo se zmotili. Zemlja za pot okoli Sonca ne potrebuje samo 365 dni, ampak 365 dni in še 6 ur. V 4 letih to pomeni 24 ur ali en dodaten dan. Da bi koledar uskladili s kroženjem Zemlje okoli Sonca, so se odločili: Februarja bomo vsake 4 leta dodali en dan, tako jih bo februar imel 30. A zapleti s številom dni v mesecu februarju se takrat še niso končali. Ko v Rimu čez nekaj let oblast prevzame cesar Avgustus, zahteva: Tudi mesec, ki je poimenovan po meni, najmanj 31 dni, tako kot julij, ki je poimenovan po Juliju Cezarju. Zato še sam en dan odzame mesecu februarju in ga doda Avgustu. Februar ima tako zdaj le še 28 dni. To število dni v mesecu februarju je v 16. stoletju prevzel tudi papež Gregor XIII., ki je uvedel gregorijanski koledar, ki ga uporabljamo še danes. Torej, kar nekaj pomembnih mož v zgodovini je odgovornih za to, da ima februar le 28 dni.